En lep dober večer. Dobrodošli v Soul Room Show. Ob tem dnevu, ki je vroč, energetsko kar zahteven, verjetno ste to tudi občutili, da so tele dnevi bili kar zanimivi in zahtevni, težki. In kaj se v teh dnevih dogaja? Če pogledamo tako iz ene oddaljenosti, gledamo dogodke, gledamo situacije, lahko rečemo, da res se dogajajo stvari, ki se včasih mogoče niso tako izrazito, pa ne bo to znotraj nas ali pa zunaj nas, in da smo v neke vrste preši, v kateri ni lahko nobenemu. Jaz mislim, da ga danes skoraj ni človeka, ki bi tega na en način ne občutil. In da se v tem tudi marsikdo sprašuje, kaj zdaj to pomeni. Ker kaj res to pomeni? Da se ne počutimo dobro, da doživljamo stiske, da smo v strahovih, da smo v tesnobah. A to je zdaj nekaj slabega? Mogoče ja, na nek način pa tudi dobro. In iz minusa nastaja plus. Danes posvečam to oddajo Medžugorski Mariji. Z njo sem zelo povezana in že 25 let hodim v Medžugorje, praktično vsak mesec. To, kar se je v Medžugorju zgodilo, je name naredilo velik vtis. Lahko rečem, da čutim žalost v srcu in da ne morem zamahniti z roko in reči, pač se je zgodilo. Zame je ta dogodek ne tisto, kar se zdaj v medijih piše, da je to pač neka oseba, ki je bolna in je to naredila. Zame je to dosti več in vidim stvari dosti globje, kot pa tisto, kar je na površini in kar mene osebno sploh ne prepriča. To je pečat, ki je tam ostal, ker se je nekaj tam v ozadju odločilo, da bo tako. In ne moramo si zdaj reči, ja, sej to bo pač minil, seveda bo. Ampak kaj to sporoča? Kaj to informira, ne, nazadnje ljudi, ki prihajajo tja, oziroma ljudi, ki smo na en način povezani z Marijo, tako ali drugače. Meni je bilo v teh dnevih samo to, da moram iti v Medžugorje in sem dejansko ob 2 ponoči odšla z hiše, ker je bilo res zahtevno. In sem sam čutila, moram iti v Medžugorje. Ne vem, nisem vedela zakaj, ampak klic je bil neskončno močen. Nisem šla čisto do Medžugorja, ker sem rabila, da se vseeno mačkan energijo umirijo, tako da grem jutri. Ampak to so stvari, ki se nas dotikajo. Hočemo ali ne. S tem se kaže naša človeška narava, kar mene osebno res najbolj od vsega prizadene, da je še vedno toliko prizadene na nek način. Ne? Da je še vedno ta tema, ki je definitivno, ne moramo si reči, da je ni, toliko predrzna. V bistvu se v meni sprožajo občutki žalosti in nekje te odločnosti, ki jo čutim, da bi jo mogli imeti, da bi se morali bolj zavedati, da je treba nekako narediti red. In ne bi rekla, da smo nemočni in da nič ne moramo narediti, ampak da smo močni, mogoče bolj, kot se kdorkoli od nas zaveda, bolj, kot si sploh lahko predstavljamo, ker je v nas nekaj, kar je višje, večje, nedojemljivo, vsemogočno in prihaja od izvora. In če to imamo v sebi, in če se tega začnemo zavedati,
potem na ta način lahko gremo tudi čez take dogodke. Ker vemo, da kakorkoli nas, saj mene in tudi določene ljudi, ki so z mano precej vznemirali, mi vemo vsi, da kip, ki je tam bil poškodovan in ostalo, to se vse da popraviti in tudi so naredili to v zelo hitrem času. Malo težje je z energijami, ki ostanejo. Ampak ljubezen Matere Božje je tista, ki odpušča. In ki tudi vsem, ki kakorkoli blatijo, onečaščujejo Božje, še vedno govori z milim glasom: ljubim vas. In mene se njene besede vedno tako dotaknejo, ker v bistvu ne gre v resnici samo za besedo, gre za bistveno več. In če znamo čutiti po teh besedah ali pa živeti, potem tudi v takih najtežjih trenutkih, kjer dejansko ne moramo nič narediti, lahko splezamo ali pa se nekako dvignemo, ko spustimo. Ker ko rečeš, tako kot je rekel tudi Jezus: Oče, odpusti jim, se ne vedo, kaj delajo. S tem nismo več v sodbi, nismo več v tistem, da bi se maščevali, da bi naredili neko zadoščenje, ampak takrat lahko to čutimo, ker naša ljuba Mati Marija tudi govori: ljubite. In mogoče je to trenutek, da začutimo to višjo ljubezen v nas, ki nam lahko zdajle pomaga, da tudi v naših situacijah dvignemo to našo vibracijo. In da lahko vidimo, da to Medžugorje, ja, je povezano s krajem, ampak povezano je z nami, ljubljeni moji. Povezano je z nami. Tukaj noter se je nekaj zgodilo. Nekaj, kar nas mogoče želi prepričati, da je vera v božanstvo nekaj, kar ni okej. In ne glede na to, a mi to vemo, a mi to na nek način slišimo, ni pomemben. Pomemben je, kaj čutimo. In če se je vera v vas skrhala malo zaradi te situacije ali pa zaradi tega, kar se dejansko dogaja po svetu, naj vas samo spomnim, da je tako, kot pravijo Indijanci, just a brief moment. Ker Boga v resnici ne moreš ustaviti. Ne moreš tega uničiti. In zato, ljubljeni moji, tudi vas, tukaj, kjer je Bog v vas, se vas ne da uničiti. In ne verjemite temu, kar je včasih zelo agresivno, to so misli, ki nas nagovarjajo k temu, da opustimo to vero v to božanstvo. Oziroma, da je lažje, če izberemo pot, ki je vsem bolj nekako naravna, kot pa to, da se spustiš v tok božanstva. Prosto živeti običajno življenje. Tako, ki je vodeno, ki je programirano, ki preprosto je, samo si v tem toku in te pelje. Pelje te v iskanje nekega zunanjega ideala, pelje te v to, da iščeš nekaj materialnega, zato da te tukaj noter ne bi zapolnili. Pelje te v željo po ljubezni zunanji in tako dalje. To je lažje. Če pa se vi odločite, da boste živeli to, kar je tukaj noter, in to je Bog in je luč, to pa ni več tako preprosto. Ker večina vsega govori nasproti temu. In zato se lahko v takih situacijah znajdete sami
ker se o tem z nobenem ne morete pogovoriti, ker je v vas neki iskre, ki ni enaka svetu, ker je v vas neki žara, ki vas iz situacije v situacijo dviga. In tudi, če ste še bolj na tleh, ta iskra prej, ko slej začne žareti. In zato v to dejte verjeti. Tudi, če se znajdete v življenju v najbolj zahtevnih okoliščinah, težkih izkušnjah in ker ne veste več kam in kako, obrnite se na to iskro. In dovolite, da se začenjajo spremembe, ki jih vaš ne kontrolira in ne nadzira. Ker vse, kar mi hočemo skozi razum reševati, izboljševati, karkoli, ne uspe. Prišli smo do točke, ko prihajajo tiste besede, ki jih je rekel Jezus skozi bolj do izraza. Pusti vse in hodi za menoj. Kaj ti v kraljestvu, ki ni od tega sveta, iz katerega je prišel tudi Jezus, mojstri, ni svet razdvojenosti, ni svet materializma. Ta svet, ki je tukaj in zdaj in nas vabi, da vstopimo v njega, je svet duha, je svet Božje ljubezni, ki je tukaj za vas. Zato beseda pusti vse in hodi za menoj ne pomeni vsa ta materialnost. Pomeni navezava. Pomeni skrbi. Pomeni nagnjenja, ki nas zadržujejo v teh spodnjih svetovih. Pusti vse in hodi za menoj je tvoja vest od znotraj, ki ti samo želi sporočiti, da ni nič na svetu pomembno, kot da si ti v povezavi, da si ti povezan. Da si povezan tako tukaj, v svojem srcu, svojo izvorno energijo, kot tukaj, kjer je izvor. Ne nekje zunaj, ne nekje tam, neotipljiv, ampak je. Obstaja izvor, ki napaja celotno vesolje in vesolja in univerzum. Kako ne bo napolnilo tudi tebe, dragi moj in draga moja? Kako ne bo ta izvor, ki je tukaj in ga lahko imenujemo, kakor želimo, ni navezan na to, da mu rečemo Bog, lahko mu rečemo karkoli. Ampak če je to, kar je izvor, tako radodarno in tako prisotno, da zaradi njega obstaja ta univerzum, zakaj bi se potem mi zanikali in dvomili v to, da nam je ta izvor namenjen in naklonjen tukaj in zdaj, da nas podpre, da nas oplemeniti in da nam pomaga, da se naše situacije, stiske rešijo, ker jih imamo. Čustvene, psihične, fizične, materialne, kakršne koli. In ta je zdaj v tem času prisotna. Zato, da bi se iz nas seme oluščilo iz plevela. Da bi to seme zažarelo znotraj nas. In zato vzemo ta proces kot Božji dar, kot pomoč. In vse, kar se dogaja znotraj nas, izven nas, poglejmo kot eno veliko čiščenje. In iz minusa naredimo plus. Tudi situacija, ki je za mene res zahtevna, kar se tiče Medžugorja, čustveno zahtevna, ker nisem mogla dojeti, da je to možno, da se bo to tam zgodilo. Ampak ravno tako moram reči, vse je z namenom. Ker tudi Indijanci imajo svojo modrost. Everything for a reason. In zato tudi, ne glede na to, da bi človek po človeškemu razmišljanju obsojal, sodil, se v taki situaciji je
najbolj smiselno zahvaljevati. Zato, ker je vse z razlogom. In ta razlog mi ne vemo. In tudi v takih situaciji, in še v hujših, in še takih in drugačnih, rabimo gledati nekaj, kar ne vidimo, ker je tam odzadaj nekje za nas dober. In ki je dober tudi zato, da se dvignemo. In zato je smiselno to slaviti, se zahvaljevati. Ker s tem priznavamo, da je tudi v tisti najbolj zahtevni situaciji še vedno prisotna Božja luč. In to nas lahko podpre. In lahko v stiski, kateri smo se znašli, zaradi katerega koli razloga. In ko ne vidimo naprej, in ko ne vemo kako, lahko samo rečemo everything for a reason. In zberemo moč, da minus spremenimo v plus. In da takrat, ko nas situacija stiska v kot, rečemo, tudi v tej situaciji si ti z mano. Tudi v tej situaciji me ti neskončno ljubiš. Tudi v tej situaciji si tukaj, da mi pomagaš. In zato te lahko povabim v svoje srce in v svoje življenje. Oziroma ti daje mesto, ki ga imaš v mojem življenju. Ker on ne pride od nekje zunaj. Njemu rabimo samo dati mesto v srcu in priznati, da obstaja. In zato takrat, ko spustimo obsodbo, ko se nehamo ukvarjati samo s tem, kdo nam nagaja, kdo nam škoduje, kdo je do nas slabo nameren, ko začnemo vse te ljudi, ki so dejansko v našem življenju in ki seveda so vpliv v našem življenju, gledati iz naslova, da so del nekega balansa v našem življenju, pa ta pritisk začne popuščati. Zato ni smiselno, da vso jezo stresamo na kogarkoli ali maščevanje in si mislimo, ti mi delaš take in take stvari in zdaj ti jaz lahko to vrnem, jaz se ti lahko maščujem, jaz sem lahko na tebe jezen. S tem ne bomo se gotovo ničesar naredili. Poslabšali bomo stvari. Ker naš naboj je naboj. In to ni odločnost. To je samo nemoč. In čez te nemoči, ker se neke stvari ne izboljšajo v našem življenju ali pa so zahtevne zaradi nekih odnosov, s katerimi nismo prekinili, naprimer partnerskimi. Ali jih pa ne moramo prekiniti iz nekih razlogov. Če se to dogaja, torej recimo samo tukaj si, tudi v tej situaciji, tudi celo v tem človeku, ki kakorkoli zdaj ni naklonjen meni. V vsakem človeku najdemo tisto pikico. Tudi če zgleda navzven vse, da ni nič te božanske prisotnosti. Ampak če izhajamo čisti iz tiste osnove, potem pogledamo lahko, da v vsakemu bitju je tam nekje ena pikica. Ni važno, koliko velika. Ampak dajmo se namesto tistemu, kar nas prizadene, posvetiti temu, kar nas potolaži. In takrat pridejo res velike milosti. Ko je naše srce v tej ljubezni, ko nimamo več nasprotnikov in sovražnikov, se začne sprememba. Če imamo samo enega nasprotnika, kateremu dajemo to pomembnost, da je naš nasprotnik, oziroma vpliv, bo lahko to tako kot pravljica o zrnu graha. Skozi nas bo žuljal. In bolj, ko si želimo, da bi postali čisti, bolj nas ta grahi žuljo, ta zrna graha nas žuli. In to je lahko malenkost. Zato takrat, ko trpimo, ko nam ni lahko, vsi se znajdemo v tej situaciji, je dobro, da rečemo, žal mi je.
Žal mi je za vse, kar v sebi nosim kot svojo jezo, maščevanje, željo po zadoščenju ali karkoli drugega. To je olajšanje za dušo. Ker noben ni popoln. In že tako je v tem duhovnem svetu